Kako dolgo že traja sodelovanje med mestoma in kakšne koristi ima Maribor od tega sodelovanja? To sodelovanje poteka že tretje leto. Velike koristi ima Maribor in Novalja. Mi se moramo zavedati, da v zimskem času ima mesto preko 40% hrvaških turistov v mestu in na Pohorju in da je to plod dela vseh turističnih organizacij v Mariboru, lokalne skupnosti in drugih, tako na območju Hrvaške kot v Sloveniji. In se mi zdi primerno sodelovanje z spoštovanim županom, ki na nek način združujemo energijo za promocijo Maribora, Slovenije in za promocijo Hrvaške in Novalja. Nama kao turističkoj destinaciji jako je bitno se prezentirati u određenim destinacijama. Pored sajmova već poznatih evropskih, Maribor smo svjesno odredili kao jednu od destinaciji gdje želimo direktno doći i pokazati svoje potencijale kada je u pitanju turizam, kada je u pitanju gastronomska ponuda, kultura, gospodarstvo i sve. Evo, ovo je treći put, tako je, da se nalazimo u Mariboru. S obzirom da je pred 3-4 godine bio evidentan pad slovenskih gostiju, možemo reći da u zadnje 2 godine je došlo do ponovnog povrata i porasta. U odnosu na preprošlu godinu, lani je zabilježeno 5% više dolazaka i više noći. Kako bi vi kot podpredsednik Slovenske turistične zveze ocenili sodelovanje med mestoma? Izjemno. To je en krasen primer, ki dokazuje, da dejansko z sodelovanjem in povezovanjem lahko uspeš. Se pravi, drug pomagaš, drugega reklamiraš, promoviraš, usklajuješ med seboj vsebine in dejansko drugega predstavljaš. Mesti ste se našli, kar niste vsebinsko konkurenčni, ampak se dejansko dopolnjujete. In to bi želel si, da bi bil to vzor ne samo na občinski ravni, ampak tudi na regijski in upam, da čim prej tudi na državni ravni.